Spoštovani gledalci, drage gledalke, dober dan in en lep nogometni pozdrav v Kranju v 35. krogu Prve lige Telekom Slovenije, obračun Triglava in Domžal. Sicer zamikom, toda obilno deževje je torej prestavilo začetek te tekme. Visoka podaja v kazenski prostor, Kolobarič je padel in tu je 11-metrovka za Domžale. Torej v 6. minuti prva priložnost, pol priložnost za začetek in takoj je tam še v preteklem letu je maturiral in zaključeval vse skupaj, kar se tiče gimnazijskega programa, izvrstno pa je vzporedno tudi seveda treniral in tako je praktično standardni član 11-terice Domžal v tej sezoni. Prišel je seveda do uspešnega zaključka Adam Gnezda Čerin in to je njegov 7. zadetek v tej sezoni. Arh Česen pošilja žogo na levo stran, Mlakar prodira sedaj po krilu, Mlakar s predložkom na drugo vratnico. Ali je to sedaj priložnost za Majcna? Ne, toda Udovič je prišel iz druge vrste in zadev za izenačenje. Gašper Rudovič se je dobro znašel, Luka Majcen je bil na žogi, pa prepustil vse skupaj in Gašper Rudovič je v 17. minuti izenačil rezultat v Kranju na 1:1. Kristjan Arh Česen, našel je tam Majcna, Majcen in Tijanič. Ali bo Tijanič prišel do strela? Nastreljal je tam Pečnika, toda dobro se je znašel. Tekma se nadaljuje, izteka se 32. minuta, še kar nekaj je do konca prvega dela in sedaj priložnost za domače. Mlakar, izvrstna obramba. Klemna Mihelaka, izvrstno, torej Klemen. Tijanič pa ponovno Urbančič, tole Urbančič pošilja visoko žogo proti sredini, Aleš Merter je odbil do Šalje, Šalja jo je dvignil pa na to Crnov, Majcen, Majcen je lepo sprejel žogo, na mestu je bil Dobrovoljc, Dobrovoljc je odbil to žogo, pa še vedno traja napad Triglavanov, Tijanič, Moris je nastavil levo nogo. Rožman v igro poslal še dva mlada, Žiga Repas se pripravlja, ali je to priložnost za Domžale? Še vedno traja pritisk rumenih, to je 2:1. Že sem omenjal, da se ponavlja nekako zgodba iz prvega polčasa in tu je potrditev. Kolobarič je zadev in takole prišel do svojega Gnezda Čerin, tisti, ki je zadolžen za izvajanje kotov pri Domžalčanih, pa sedaj tam priložnost in zadetek. Matej Podlogar je praktično v svojem prvem dotiku žogo takole z glavo povišal prednost Domžalčanov na 3:1. Arh Česen preigrava, počakal ga je tam Gnezda Čerin, Gnezda Čerin je dvignil žogo, Slobodan Vuk je osamljen v napadu, tam Rogl, Slobodan Vuk slalomira v kazenskem prostoru, na to je žogo prepustil tam Podlogarju, ki je prišel do drugega zadetka, 4:1 je. Tu gre polovica tega zadetka na rovaš na račun Slobodana Vuka, ki se je sprehodil tam na 11 metrov, tu med dvema nogometašoma. Lepa za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič. In za eno in ekipo in za drugo ekipo, da so se borili, da svaka čast vsem igralcem, da so tako, jaz mislim, da so danes res bili slabi pogoji za igro in da smo nekako poskušali v prvem polčasu, v drugem polčasu pa nekako, jaz mislim, da je bilo ono olajšanje, da ostajamo na 8. mestu malo in da so se nekako, da so se akumulatorji po tisti vesti malo spraznili. Tako da jaz sem zadovoljen iz celo sezono, ker iskreno povedano verjel sem fante, da so to sposobni, da smo sposobni kot klub in jaz mislim, da je ta sezona zelo uspešna za naš klub.
Zelo specifična tekma, že ta zamuda, bom rekel, velik naliv, se je bilo treba prilagoditi. Mislim, da so fanti predvsem energetsko to, kar smo v tej naše mlade ekipi pričakovali, zelo, bom rekel, zadovoljili, prikazali eno zelo dobro igro v teh težkih pogojih in na koncu, ko potegnemo črto, nova visoka zmaga in sigurno smo ponosni na, bom rekel, cilje, ki jih dosegamo in tudi, bom rekel, v teh rotacijah, kar delamo, kar fante prispevajo k ekipi, je, mislim, da eno zelo pohvale vredno.